predsednik Komisije za letalsko reševanje Tonček Smolej, koliko nesreč se je že zgodilo v našem Gorskem Pogorju v tem poletnem času? Glejte, če pogledamo statistiko v primerjavi z lansko leto, smo leto že nekje na 450 intervencijah, preko celega leta smo pa lansko leto imeli 490 nesreč. Je pa res, da opažamo tudi številke, nam to kažejo, no, da je v letošnjem letu bistveno več nesreč kot lani. Zdaj končne številke danes še nimamo, ampak sigurno je pa 20% več nesreč. In pa poziv, na katere pač mi moramo odreagirati in iti v akcijo. No, kje so bile najpogostejše nesreče? Je to Triglavsko pogorje, Julijske Alpe, Karavanke? Prednjačijo Julijske Alpe tako kot vedno. No, moram reči, da je to že kar zadnjih let tradicija Julijske Alpe, ker so tudi najbolj obiskane. Potem pa sledijo še Kamniško-Savinjske Alpe in pa Karavanke. Tako da dobršen del, največji del je poudarko na reševanju je pa v Julijskih Alpah. No, zdaj, Triglavsko pogorje jasno je oblegano tako kot vedno, in tudi največ nesreč je v tem delu, to se pravi ta vzhodni in pa zahodni del Julijskih Alp, tako da je tudi obisk nenormalno velik, in posledično tega so pa potem tudi nesreče. Kakšni so najpogostejši vzroki, ki jih ugotavljajo gorski reševalci, ko prihajajo na pomoč? Glejte, v letošnjem letu je ogromno onemoglosti. To smo tudi mi sami presenečeni, ker se s tem ukvarjamo z reševanjem. To je pa pač posledica relativno visokih temperatur. Na drugem mestu je pa nepripravljenost pohodnikov. Potem tretje so tujci v glavnem, ki ne poznajo naših razmer, ki to jemljajo kot za sprehod oziroma za popoldansko turo. Potem se pa pač izkaže, da so preslabo opremljeni, nimajo dovolj tekočine, niso pričakovali, da bo tura tako dolga, kot so si predstavljali, in posledično tega pa pride do izčrpanosti in pa do onemoglosti. Tako da je, bom rekel, 10% siguren takih, ki ne bi pričakoval, da bo prišlo do teh težav, ampak pač pride do teh težav in pač mi odreagiramo. Tako da pa so pa poškodbe, v glavnem večji deli so poškodbe noge, pa roke. Tako da pa se pa pač stopnjujejo tele poškodbe. Kaj je potrebno od slehernega, ki se odpravlja v gore? Kaj mora vedeti? Prvič mora vedeti, kam gre. Premalo je, oziroma fejst in aerobik se po Facebooku vidijo te informacije, kako je nekje lepo, pa gremo pa še mi, to je pač varka, in tega se ne smemo posluževati. Kam gremo, preučiti moramo turo, prebrati, koga kaj vprašati, ki je že tam bil, če je to tujc na turističnih informacijah, ker dobijo dobre informacije, če jih hočejo, potem je treba pogledati kakšno karto, dosti tekočine imeti, dobro opremo imeti in pa seveda znati to opremo uporabljati. Nam, bom rekel, tudi pozimi smo zaznali te pomanjkljivosti, da so ljudje, ki niso hodili na smučišča, so bili smučišča zaprta, so vsi nabavili zimsko opremo, turno opremo, niso jo pa znali uporabljati. To velja tudi za letni del, od plezalnih pasov oziroma samorovalnih kompletov, od zaščitnih čelad, cepini, dereze, ki polet morajo biti tudi v nahrbtniku, in se ugotavlja, da jih nekateri še res ne znajo gorati. Tako da premalo pripravljeni hodijo. Je pa res, da je tako velik obisk v letošnjem letu, da bi bilo čudno, da nič ne bi bilo narobe. Kot predsednik Komisije za letalsko reševanje zagotovo veste, kje so najpogostejše nesreče v letošnjem letu? Najbolj pogoste nesreče so še vedno na označenih poteh, zato ker je tam tudi največ pohodnikov. Je pa res, da je tudi v porastu alpinizem, da so tudi, bomo rekel, letos poškodbe v steni alpinistov v porastu napram lanskem letu. Tako da mi v glavnem končen iz tega vidik tega je, da je nasplošno na vseh na označenih poteh, v steni, v brezpotju, v gozdnih poteh, na sprehajališčih je več nesreč. Nasplošno povsod je več.
No, čez poletni čas dežura helikopter na Brniku, tako da lahko pomaga slehernemu, ki pomoč potrebuje. Koliko dni na leto helikopter dežura in kakšna je ekipa, ki je pripravljena za reševanje? Glejte, mi bomo v letošnjem letu imeli dežurstvo približno 130 dni. To pomeni, da je julij pa avgust dežurstvo vsak dan. Potem 5., 6. mesec, 9., 10. mesec so pa vsi vikendi dežurni reševalci, letalci. V tej ekipi je zdravnik, je reševalci, letalci in pa policist. V tistih ostalih mesecih so samo vikendi, ki imamo združeno ekipo z HNMP-jem, pa je reševalci, letalci in pa zdravniki iz HNMP-ja in pa medicinski tehnik. Tako da moram reči, da mi zagotavljamo, bom rekel, po nesrečencem zelo kvalitetno oskrbo, zelo kvalitetno ekipo, ki je pripravljena za ta del reševanja in kar opažamo, v glavnem pokrijemo vse tiste najbolj obremenjene dneve v letu. Tako da so pa seveda tudi izjeme potem izven dežurstva, tako da so posadke vedno pripravljene, tako Slovenske vojske, tako kot policije, in če že ni dežurstvo, se helikopter vedno dvigne, potem pa vzame zdravnika iz HNMP-ja, letalca, reševalca pa na lokalnem nivoju, tam, se je dogodek, se pač nesreča zgodila. Prav gotovo je mesec september lahko še lep mesec in je še primeren za v gore, zato želim, da daste eno navodilo, en posvet, eno opozorilo vsem tistim, ki se bodo še odpravljali v gore. Ja, jaz bom rekel, pamet v glavu in pa v noge to vzemo, potem pa imamo zgodaj zjutraj doma, ne jeti ob 11. v Julice ali pa v Karavanke, ki je plus 30 stopinj. To pomeni, da rana ura je zlata ura, imamo dosti kočine, imamo zaščitne oblačila, kapa, rokavica, tudi polet mora biti v nahrbtniku. Jasno, telefon je zdaj tisti nepogrešljiv element, ki ga priporočamo, če pride do dogodka. Pa odločimo se za tisto, turek smo res sposobni. Ne jeti iz morja, potem še v hribe. Kajti pripravi, če gremo na morje, se en teden pripravljamo, da namo kaj pozabili. Za v hribi se pa v pol uri pripravimo, ampak je precej bolj navaren v hribih, kot pa na morju. Tako da to je pač naše priporočilo. Hvala za pogovor, ker ste se odzvali Toni našemu vabilu in čim manj nesreč vam želim. Hvala lepa.